Dober večer, dragi moji. Evo, upam, da se kaj vidi. Jaz sem ravno kar prišla iz morja, tako da sem še cela skuštrana in neurejena in nenašminkana ja, živijo, javite mi, če se kaj sliši. Upam, da bo živijo, da se kaj vidi, ker nisem glih na mestu, kjer bi bilo dosti svetlobe. Kako se ne. Pa še nekaj je. Nenad ima ene trebušne težave, tako da ga ne bo danes z nami. Živijo, se sliši, vidi, dajte malo lajkecev, malo srčkov. Vam bom pa jaz danes predala sporočilo, se pravi, kako spremeniti preteklost in kako izstopiti iz vloge žrtve. Edino, kar se mi dogaja še zdaj, da verjetno danes ne vem, kaj je, ali nam ni namenjeno, ampak vedno jaz rečem, vse se dogaja meni v prid, vse se dogaja nam v prid, telefon se mi ne polne. Zamenjala sem že 3 polnilce in nikakor ne gre, tako da imam baterijo 6% in bom probala biti zelo hitra, da vam predam to sporočilo. Zdaj, iz mojega vidika, kako spremeniti preteklost. Vi veste, da mi ustvarjamo svojo prihodnost in svojo sedanjost. Ustvarjamo jo pa praktično v preteklosti oziroma v trenutku zdaj. Mi to ustvarjamo. In kadarkoli so se nam v preteklosti zgodili dogodki, ki so nas boleli, ki so bili travme, ki so na nas boleče vplivali, karkoli, smo mi za svojo vibracijo oddali naročilo, se pravi, če smo bili jezni na nekoga, če smo bili ljubosumni, če smo, bom rekla, karkoli iz tega segmenta, iz teh nizkih vibracij. Se pravi, mi vedno oddamo naročilo, vedno, v vsakem kontrastu živijo. Vse sem rekla, sem glih iz morja in sem še cela skuštrana in nič našminkana, tako da me vidite čisto tako natur. Prišla sem pa iz morja, živijo Nastja, živijo Veronika, prišla pa sem iz morja zato, ker sem si toliko zaželela, moja duša si je zaželela hribov in jaz ves čas ta glas v sebi poslušam in sem rekla, okej, če si pa to želiš, pa gremo domov, pa grem jaz jutri v hribe, evo, zato sem prišla domov. Ker res poslušam te svoje občutke v sebi, ker se mi, ne da se mi zdi, to je edini okej način za življenje, kjer je človek srečen, radosten, uspešen, živi v obilju lepih misli in lepih dogodkov in lepih srečanj, je ravno to, da poslušamo svoj občutek. Zdaj, če bo to vse skupaj crknilo, tale live danes, lepo prosim, ja, 3% je, ne vem, kaj se dogaja, nočem je enostavno telefon se polna, zgleda, da je čas, da si kupim novega. V glavnem, v preteklosti z dogodki, ki so bili, če vse skupaj ne bo šlo, vam zagotavljam, da bomo tole ponovili ali jutri ali po jutrišnjem v zelo kratkem času, zaradi tega, ker nekaj ne gre. Energije nas ne podpirajo tokrat, se pravi, da je že za nekaj dober. V vsakem dogodku, ki je za nas bil boleč, travmatičen, ki si bi želeli, da bi bil drugačen, mi oddamo naročilo. Se pravi, to imate zdaj, mislim, da v zadnjem videu, ki je na YouTubeu, danes je nov šel ob 6. gor, mislim, da je v tem govorim o kaj je kontrast, težava, problem, izziv, bolečina, bolezen. Mi v kontrastih, se pravi v težavah, v problemih, v izzivih odpošljamo željo v vesolje. Ampak kaj se zgodi? V preteklosti, v določenih travmatičnih dogodkih, smo mi z neko vibracijo, sploh če je bila zamera, jeza, ljubosumje, bes, oddali neko naročilo. In mi lahko zdaj, v trenutku zdaj, dobro me poslušajte, ker to naročilo slej ko prej boste to pico, ko ste jo naročili, dobili, slej ko prej.
In zdaj lahko se vi v trenutku zdaj vrnete v preteklost, v dogodke, ki vam niso bili všeč, ki so vas boleli, ki so bili traumatični, boleči, kjer ste vi bili jezni, besni, ljubosumni in tak naprej. In greste spreminjati za nazaj v preteklost svojo vibracijo, to pa naredite tak, da dogodek si zamislite v trenutku zdaj, da je takšen, kot bi želeli, da bi bil takrat. Ok, se pravi primer, jaz sem bila poročena in vse je bilo katastrofa in bla 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 in sem zaprla očke in sem šla nazaj in sem si z istim človekom predstavljala ljubeč zakon. Ok, in v meni noter se je vibracija dvignala in sem v trenutku postala bolj srečna in bolj vesela in bolj radostna. In Ester živo, Angel živo, Veronika živijo. Samo obveščam vas, da imam ful nizko stopnjo baterije, mislim, da je šele 1% in mi noben polnilc ne dela. Ne vem, kaj je to, ali pa telefon crkno. Živijo, hvala za srčke, hvala. In če nam tole danes ne uspe, ponovimo ta Zoom. Sem pa direkt iz morja, tako da sem še cela morska. Ok. Gremo naprej. Se pravi, živijo Mateja, evo Matejčike iz mojega programa, živijo. Sem vesela, da si z mano. V glavnem, in gremo za nazaj v preteklost spremeniti dogodek in ga naredimo takega, kako bi želeli, da je v preteklosti bil. Ker v drugih paralelnih realnostih, če bi mi bili na višjih vibracijah in glede na to, da vemo, da smo magnetek in vse privlačimo, se pravi, to je prvi korak, je sprejemanje odgovornosti za svoje življenje. Se pravi, in če sem jaz tega človeka pritegnala, hvala za srčke, hvala. In če sem jaz tega človeka pritegnala v svoje življenje, za svojim magnetkom, svojo vibracijo, se pravi, da bi v drugi paralelni realnosti, imate na Planet ljubezni, na mojem YouTube kanalu imate tudi video o paralelnih realnostih, kaj to je, pa bom še enega posnela, da bom še bolj razložila. Se pravi, če sem jaz tega človeka pritegnala takrat, ne vem, 20 let nazaj v svoje življenje, in je bil zakon katastrofa. V drugi paralelni realnosti, če bi jaz bila na višjih vibracijah takrat, bi midva imela ful srečni in ljubeč zakon. A štekate, a razumete to, napište mi to. Se pravi, pejte za nazaj v preteklost spreminjati dogodke in boste oddali drugo naročilo, čist druga vibracija bo. Zamislite si vašega partnerja, ali pa bivšega moža, ali pa neko službo, ko vas je vse skupaj prizadela, ali pa nekega šefa, ali pa prijateljco, kakršenkoli dogodek iz vašega življenja, ko vas je rano in ga spremenite v trenutku zdaj v željenega. Pejte preteklost spreminja. To je ful pomemben, bom en video še posnela na to temo, da vam bolj podrobno razložim. Druga stvar, kak izstopiti iz vloge žrtve, kak je Nataša šla iz vloge žrtve, se pravi, bila sem zabetonirana 20 metrov pod zemljo, čisto v vlogi žrtve, na vseh področjih v svojem življenju, najbolj žalostna, najbolj depresivna, najbolj osamljena, najbolj boga, za vse sem krivila druge, vse so bili drugi odgovorni, da sem jaz taka v življenju, tako daleč, da sem se hotela fentati, zato ker jaz si bom pa pokazala, kaj so oni meni delali. To je to. Prvi korak, sprejmem odgovornost. Jaz sem odgovorna za popolnoma vse, kar se mi v življenju dogaja. Pogledala sem se v špegel in sem rekla, zdaj bom pa opravila s tabo ti žrtev. In za vsako, ko je še prišla žrtev nazaj, se boste prepoznali. V mojem programu to super prepoznajo, kdaj so v vlogi žrtve, ker jih res ornk natreniram. Ornk. In o tem bom več govorila 19. marca na predavanju v Ljubljani. Nekaj prostih mest je še ostalo. Tu nad videom boste imeli povezavo. Kliknete gor, vse informacije o dogodku vas čakajo not, prav tako pa povezava do tega, da se prijavite na predavanje, pa pol dobite povratni mail, kak s plačilom in tak naprej. Predavanje je 35 €, z mano bo Nenad Petkovič iz Beograda. Vrhunski trener PEAT metode, zdaj se jo tudi jaz učim, ok? Ker jo res hočem v Slovenijo pripeljati.
iz vloge žrtve, prepoznate, se pravi, pogledate segmente vašega življenja, odnose, partnerstvo, zdravje, finance, karkoli, bilo katero področje in poglejte, kako ga živite in točno boste vedeli, ki ste še v vlogi žrtve. Točno veš, priznajte si, jaz sem sama sebe še danes delam to, da se ogledalo pogledam, pa rečem, spet se je žrtev oglasila. Recimo, ne vem, zdaj, ko sem v Žalcu organizirala dogodek, ja, pa bojo prišli dosti, pa jih ne bo prišli dosti, pa kaj, če jih ne bo, evo, vloga žrtve. To dela žrtev. Ok, žrtev se smili sama sebi, pri žrtvi so vse drugi odgovorni, zakaj se je dogaja, pri žrtvi, da ni srečna, je partner kriv, ker je, ne vem, premalo romantičen, pa premalo skrbi za njo, pa premalo je doma, pa tak naprej. Pri žrtvi so krivi vsi v službi, pa zato, ko je smotan šef, pa nizka plača, pa blesavi sodelavci. To dela žrtev, to je žrtev. Se pravi, smili se sama sebi, namesto da bi prevzela odgovornost za svoje življenje. In kaj vam s to odgovornostjo hočem povedati? Da imate vi moč v sebi, da ustvarite življenje kakršnokoli želite, dragi moji, kakršnokoli želite. Kakršnokoli. In ko si v vlogi zmagovalca, jaz nekaj zgledam vlogo zmagovalke, ker če sem bila na čistem podnu, se pravi, lahko pridem na čisti vrh. To mi je bilo popolnoma jasno, ker sem vizualen tip, zato tudi v tale luč bolj mal svet. Zato tudi urejam okolice, ker imam res ta dar, da stvari vidim naprej. In ko sem si jaz lahko to zamislila, živijo Slavko, živijo Nastja, lahko spreminjamo preteklost, res. In se pravi, vi, ok, malo skačem danes, ne, ampak nič za to. Vi greste v pizzerijo in naročite pico, vegetarijansko pico. Slej, ko prej boste to pico dobili. Z našo vibracijo, z našimi mislimi, z našimi občutki v določenih dogodkih, ko so se nam v življenju zgodili, smo prav tako oddali naročilo. Tako da gremo v pizzerijo, pa naročimo pico. In slej, ko prej bomo to pico, oziroma jezo, bes, ljubosumje, nemoč, krivdo, dobili na mizo. Slej, ko prej. In zato vam res priporočam, da greste nazaj v preteklost z mislimi, v dogodke, ki so vas ranili, v osebe, ki so vas ranile, in spremenite v željeni izhod, bom rekla, v to, kar ste si vi takrat želeli, da bi bilo, pa niste dobili. Zakaj pa niste dobili? Ker še vibracijsko niste bili na tej stopni, da bi bili perfect match s tistim ali človekom, ali službo, ali s čemarkoli. Se pravi, dvignite svojo vibracijo, o tem bomo več z Nenadom govorila 19. marca, nekaj prostih mest je še ostalo. Živijo Nataša, prijavite se, predavanje bo fenomenalno, to vam zagotavljam. Tako da, če še ima kdo kaj za vprašati, izkoriste zdaj, zgleda, da smo zelo podprti, da z 1% baterije takle dolg. Če pa slučajno crkne vse skupaj, pa ful vas imam rada, ful se vas veselim, da vas objamem, da vam stisnem roko, da vas vidim v živo, res nenormalno se tega veselim, ker to sem jaz. Jaz sem zato tu na tem svetu, da predavam, da grem med vas, da se srečamo, da vas objamem. To je moje poslanstvo in zato jaz to delam z vsem srcem in zato se vam z vsem srcem veselim in lahko bi dala ceno 170 € za tak dogodek, kar je vreden, pa še več. Ampak ravno zato, ker želim, da vas čim več pride in da si lahko vsak privošči, sem dala ceno 35 € tega dogodka, ker to pa verjamem, da čisto vsak od vas ima. Ok, verjamem, da ima. A ima kdo kako vprašanje še? Vprašajte zdaj, ko me imate tule, da vam odgovorim. A vidite, in to je to, ta lepota življenja. Se pravi, jaz si upam pred kamero tudi razmrščena, brez šminke, brez vsega, ker Marjana živijo, ker ni važna, izgled je neki, kar ego vidi, sliši. Lepo je biti urejen, tudi jaz se vedno za vsa predavanja uredim, pa grem frizerjo, pa vse, ampak
Se pravi, nisem odvisna od tega, kako izgledam, da prižgem kamero, ali pa da grem z vami v live, ali pa da se pojavim v mestu. Se pravi, nisem s tem obremenjena in to lahko svobodno pol dihaš in si svoboden, ko to zgine iz svojega življenja. Kaj si bo kdo mislil? No, zdaj je še luč crknala, pa se menda še bolj švit. Marijana, živijo, carica, ja, draga Nataša, tudi jaz komaj čakam, da te spoznam. Ja, Estel, se vidimo, se zelo veselim, res, res. In ful vas bom, zelo se bom popravila, zelo vas bom vesela in sem vas že vesela in komaj čakam, res ta dogodek, res, res, res. In da se boste naučili slediti svoji duši. Lejte, jaz sem šla na morje, lahko bila do nedelje na morju, ne? Do nedelje imajo otroci, v ponedeljek gre Neža v šolo, ne? Ampak meni je včeraj nekaj rekli, pej domov, jaz si želim iti v hribe, na Gobovo župco, pa na Ajdove žgance ali pa na štrukle in jaz sem ta glas poslušala. Jaz sem ga poslušala. Ok, in to je to. In jutri že vem, da bo fantastičen dan, da se bom z nasmehom zbudila. Poslušajte mojo meditacijo. Dobrodošel današnji dan, vsako jutro v posteli na slušalke. Zagotavljam vam, da boste imeli ekspanzijo v življenju, če boste res vsako jutro s to vibro šli v dan. Zato, ker zjutraj se že mi lahko naštelamo, kak bo naš dan. Brez izgovorov, danes ne morem, danes imam to, zdaj grem za 14 dni na Kubo, sem zanj slišala, ne, pa ne morem to pa to delati, ne. Tu ni več izgovorov, vi rabite, da vam meditacija, vizualizacija, nova zgodba, ali ne bi bilo lepo, zakaj za to? In afirmacije postanejo način življenja, da vam bo to samoumevno, da sploh ne boste več rabili študirati, ali rabim afirmirati, ali govorim novo zgodbo, ali ne govorim, ali sem v preteklosti, ali sem v prihodnosti z besedo, pa z govorom, pa z občutki in tak naprej. Žal mi je. Ja, zdaj nekdo je tule napisal nekaj za 470 000 evrov, to bomo pol zbrisali. Ampak vseen, lep pozdrav tudi vam, Daniela, kdo se kaj skriva za tem imenom. Ok.